Zaradi vojaške agresije smo države Evropske unije proti Rusiji sprejele ostre ekonomske sankcije, ki so usmerjene pretežno na finančni sektor. Posledično se je v finančne institucije, ki so povezane z ruskim lastništvom, močno povečalo nezaupanje. Tudi v edini banki v Sloveniji z ruskim lastništvom, torej Sberbank banki, je ob koncu minulega tedna prišlo do velikega odliva vlog. V okviru Evropske centralne banke smo zato preko vikenda ugotovili, da banka brez ukrepanja ni več zmožna ohranjati svojega poslovanja. Na razpolago sta bili dve možnosti. Ena je likvidacija banke, ena pa je reševanje banke. Zaradi narave banke, njeni varčevalci so namreč pretežno slovenski državljani, pretežni del posojil pa predstavljajo posojila podjetjem v lokalnem okolju, zato je bila sprejeta odločitev za reševanje banke. Pri tem je bilo pomembno tudi, da smo pri pregledu trga ugotovili velik interes drugih bank, ki delujejo v slovenskem prostoru, za nakup Sberbank banke. Sprejeta rešitev torej je, da se banka proda novemu lastniku, in sicer Novi Ljubljanski banki. Za vse komitente banke, tako varčevalce kot tiste, ki imajo pri banki kredite, to pomeni, da jim bodo jutri ponovno na voljo vse bančne storitve, da bodo torej lahko normalno poslovali. Ob tem pa bi želel ponovno poudariti, da je bila Sberbank banka edina banka v slovenskem bančnem sistemu, ki je bila povezana z ruskim lastništvom. Vse ostale banke torej poslujejo stabilno.